Raziskovalnega inštituta, Slovenskega kluba in Društva slovenskih izobražencev vas najprisrčneje pozdravljam. Prav lepo pozdravljam našega uglednega gosta, filozofa Mladena Dolarja, in se mu zahvaljujem, da je sprejel naše vabilo. Predlagam aplavz. Torej, danes bomo predstavili dvojezični zbornik filozofskih srečanj. Misliti več, filozofska stičišča, ki sta ga uredila Veronika Brecelj in Jernej Šček, ter izdal Slori v sodelovanju z omenjenima društvoma. Zbornik lahko dvignete pri vhodu, seveda ob koncu predstavitve, če tega še niste naredili. Ga lahko dobite tudi na Sloriju. Torej, nam dijakinjam in dijakom liceja Franceta Prešerna so prepustili nalogo, da v obliki pogovora s filozofom Mladenom Dolarjem to publikacijo predstavimo. Naj povemo, da je zbornik del širšega projekta, ki sega v leto 2014, ko je v Trstu potekal prvi mednarodno slovensko-italijansko-hrvaški filozofski simpozij in na katerem so filozofi razmišljali ali poskušali misliti več v vseh treh jezikih o krizi. V pričujočem delu so zbrani prispevki, ki so nastali v zadnjih letih ob različnih kulturnih dogodkih v Trstu. Z prejšnje izvedbe Slofesta sta nastali besedili eminentne slovenske filozofinje Renate Salecl in italijanskega filozofa Pierangela Di Vittoria o Francu Basagli in antipsihiatriji danes. V drugem sklopu sta prispevka Francesca Magrisa in Milana Buffona, ki je tu prisoten in ga prav lepo pozdravljam, na temu o odnosu med periferijo in centrom v sodobnem evropskem in globalnem prostoru. V tretjem in zadnjem delu je dodatek in memorijam preminulemu pesniku in akademiku Alešu Debeljaku na temo Kriza in Slovenci. Zdaj pa k našemu gostu. Spoštovani, zdaj bi vas rada predstavila. Mladen Dolar je eden od naših najvidnejših filozofov srednje generacije. Januarja letos je dopolnil 70 let. Filozof, ki je Slavojem Žižkom, saj ga verjetno vsi poznate, in Rastkom Močnikom, soustanovitelj Društva za teoretsko psihoanalizo in tako imenovane ljubljanske Lakanovske šole, ki je med najbolj prepoznavnimi in kompleksnimi slovenskimi misleci tega trenutka. Rodil se je v Mariboru kot sin literarnega kritika Jara Dolarja. Doktoriral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, potem pa se je izpolnjeval v Parizu in Londonu. Je profesor in znanstveni svetnik na oddelku za filozofijo, kjer predava od leta 1982. Dolar gostuje na konferencah in univerzah po vsem svetu, zlasti v Združenih državah Amerike in v Evropi, in je zelo ploden pisec. Poleg številnih knjižnih del, med katerimi so mnoga prevedena v tuje jezike in zelo prepoznavna v mednarodnem prostoru, je napisal na desetine samostojnih člankov, razprav in esejev, v katerih sega tako v globino svojega študijskega področja, kot v širino družbenega premišljevanja in kritike. Glavna področja njegovega raziskovanja so psihoanaliza, sodobna francoska filozofija, nemški idealizem in teorija umetnosti. Je avtor preko 150 znanstvenih člankov, objavljenih v znanstvenih revijah in zbornikih. V slovenščini je objavil 12 knjig. Njegova uspešnica, Glas in nič drugega, je prevedena v kar 10 jezikov. Zdaj pa predajam besedo svojim sošolcem, ki bojo vodili pogovor z našim gostom. No, dobro, najprej bijem led. Naše vprašanja se vežejo na vsebino zbornika, ki smo ga preučili. Jaz bi vam kot prvo postavil zelo splošno vprašanje, ki si ga pogosto postavljamo. Čemu rabi dandanes filozofija, čemu bi brali filozofe, čemu bi brali sploh ta zbornik tukaj? Predam vam besedo. Najprej bi se najlepše zahvalil za to vabilo. Res mi je v čast in veselje, da sem tukaj. Zahvalil bi se za to dolgo predstavitev. In prihajam iz hladne, deževne Ljubljane v sončni Trst. Najbrž več gostov, ki pride iz Ljubljane,
si ne more kaj, da ne bi navedlo, citiralo tiste besede, ki jih je rekel Cankar, ko je prišel aprila 1918 v Trst in imel to slovito predavanje Očiščenje in pomlajenje. Tudi jaz si ne morem kaj, da ne bi s tem začel. To je tam, kjer govori o tem, da je Ljubljana srce Slovenije, Trst so njegova pljuča, srce ne more biti utripati brez pljuč, pljuča ne more odihati brez srca. In potem nazadnje pravi takole: kdor pride iz Ljubljane k vam, čuti, da pride domov, da stoji na domačih tleh, da govori sebi enakimi, ki ga razumejo, ki sočustvujejo z njim in so z njim enakih misli. In želel bi si, da bi te besede bile bolj veljavne, resnične, da bi res veljale. Med nami so vendarle pregrade, plotovi, ki jih je malo težko prebiti. In naj najprej rečemo v tej priliki, zelo bi si želel, da bi bil z nami Marko Sosič, moj zelo dragi prijatelj. Tisti prijatelj, ki je storil, da še z nekaj drugimi tržaškimi prijatelji, ki je storil, da kadarkoli sem prišel v Trst skozi leta in leta, je bilo res tako, da sem se čutil, kot da bi bil na domačih tleh, med sebi enakimi in z ljudmi, ki sem z njimi enih misli in ki čustvujejo na tak način. In strašno mi je, da ga ni. Dobro, začeli ste z nekim nemogočim vprašanjem, čemu danes filozofija, kaj lahko stori filozofija. Vprašanje, ki spremlja pravzaprav filozofijo od njenega nastanka, kaj lahko stori filozofija kot abstraktna misel, kaj je moč misli, kako lahko misel zadobi neko moč, da vendarle učinkuje na okoliščine realnega sveta. In vedno je bilo tako, da so filozofi ne samo svet interpretirali, kot se tista slovita 11. teza Marksova se glasi, da so filozofi svet samo različno interpretirali, gre pa za to, da ga spremenimo. Ampak v bistvu nikoli ni bilo tako, da bi filozofi svet samo interpretirali. Če pogledamo že Platona za svojo državo, je ponudil neko zelo radikalen model, kako predrugačiti svet, nek drugačen model političnega razmišljanja. Za Aristotel prav tako, cela krščanska filozofija z Avgustinom, z Tomažem Akvinskim, to so bili ljudje, ki so stali sredi sveta in ga hoteli predrugačiti. In tako je bilo tudi z razsvetljensko filozofijo, ki je pripravljala francosko revolucijo in poslej po Heglu, Marx, psihoanaliza, kateri se vrnemo, na drugačen način fenomenologija, vedno je filozofija stala sredi sveta in ga poskušala svojimi idejami predrugačiti. In a je to mogoče? To predrugačenje sveta se je dogajalo z zelo spremenljivo srečo, ampak če se ukvarjamo s filozofijo, moramo ohraniti neko temeljno prepričanje, neko temeljno vero v to, da bo naša misel lahko imela konsekvence, da stojimo za neko mislijo, ki tudi če je abstraktna, tudi če je oddaljena od nekih neposrednih praktičnih problemov, bo nazadnje, na dolgi rok, vendarle lahko proizvedla konsekvence. In v današnjih časih je nek boj, ki ga bije filozofija, boj tega, da stojimo še vedno na okopih dediščine razsvetljenstva in da skušamo to dediščino razsvetljenstva danes uveljaviti, jo braniti z vsemi mogočimi sredstvi in posebej v času, ki
nikakor niso obetavni časi, ki jih opredeljuje v tem trenutku ta COVID kriza, ki strašno moro in pezo nam pritiska na možgane in življenja. Posebej v teh časih moramo poskusiti nadaljevati za to dediščino razsvetljenstva in verjeti v to, da bodo naše delo, naše ideje lahko vendarle dobile določene konsekvence. Te konsekvence so vedno konsekvence na dolgi rok. Ni najbrž prvi posel filozofije, da se neposredno udejstvuje, politično angažira v praktičnih problemih, tudi to. Ampak, da bi filozofija lahko to dobro storila, mora vseeno slediti lastni notranji logiki misli, ne opustiti napona mišljenja, dolžnosti mišljenja, ki zadeva, ko bi rekel, abstraktno in teoretsko delo, ki na videz nima praktičnih konsekvenc, ki pa jih na dolgi rok vselej, upajmo, vendarle ima. No, hvala za odgovor. Jaz bi malo poglovil vaš odgovor o filozofiji danes in s tem bi ostal prav pri Platonu, ki ste ga citirali na začetku odgovora. No, Platon v svoji znani metafori ali mitu o jami prikazuje, kako pridemo do pravega spoznanja. Po Platonu naj bi ljudje sprva živeli v temni votlini. Spočetka smo kot ujetniki, verjamemo lesencam, varljivim resnicam, ki nas obdajajo. Šele ko se osvobodimo in stopimo na prostost, previdimo, kaj je resnica. No, in tukaj bi ostal na današnjih dnevih. Danes se na raznih področjih širi informirana nevednost. S tem mislim na informacije, ki jih ljudje sprejemajo, ne da bi preverjali vire. Ti novi Platonovi filozofi, ki nekaj znajo in vedo, se sami okličejo za tiste, ki so izstopili iz podzemne votline in o nas trdijo, da smo ostali uklenjenih v rokah tržnih interesov in političnih spletk. Ali ni to zanimiv paradoks, da nevedni prevzemajo vlogo filozofov, filozofi, torej tisti, ki so dosegli strokovno znanje, pa vlogo nevednežev? Kaj mislite o teh novih oblikah nevednosti in predvsem, kako bi jim lahko kljubovali? Ja, v odgovoru na vaše vprašanje lahko samo nadaljujem to, s čimer sem prej začel, z vprašanjem razsvetljenstva in moči idej, da se zoperstavi tej hoteni in razširjeni nevednosti. Zdaj, situacija, na katero se najbrž neposredno nanaša vaše vprašanje, je situacija pač sedanje covidne krize in zanašanja na nepreverjene vire, teorije zarote in tako naprej, ki dejansko na nek neverjeten način določajo naš trenutek. Veste, da so bile v Ljubljani nekaj dni nazaj velike nasilne demonstracije, ljudi, ki se upirajo sedanjim ukrepom ali ki nastopajo s proticepilsko agendo. In zdi se mi, da je problem sedanjega trenutka, problem neke krize tega, čemur se v psihoanalizi reče veliki drugi. Veliki drugi kot recimo nek garant vednosti, veliki drugi kot instanca, ki mu zaupamo, ki ga spoštujemo in ki vzpostavlja nek osnovni družbeni konsens, da nek skupen okvir, znotraj katerega lahko poteka družbeno življenje. In dobro, če greste na Platona nazaj, na Sokrata, Sokrat je bil tisti, ki je postavil nasproti dokso in episteme, se pravi dokso režim mnenj in vsakdo ima lahko svoje mnenje, samo mnenje ni potrebno, da je resnično utemeljeno. To je pač moje mnenje, tako mislim, ni treba, da to naprej utemeljujem. Logos na drugi strani terja epistemološko utemeljitev vednosti, se pravi neko vednost, ki je univerzalna in za vse zavezujoča. Se pravi, logos bi bil recimo neko prvo ime za
velikega drugega, za tisto instanco, na katerega se lahko zanesemo, se moramo zanesti, da bi lahko skupaj funkcionirali. In kar se je zgodilo v nedavnih časih, se mi zdi, da je ravno ta instanca zapadla v krizo in en velik, zelo pragmatičen faktor, ki je to povzročil, je recimo nastanek najprej interneta in potem vseh družbenih omrežij. Nastanek Facebooka gre nazaj v leto 2005, tudi Twitterja, tudi YouTubea, to je 15 let nazaj, 15 let nazaj. In dejansko je videti, da znotraj teh socialnih omrežij, interneta in tako naprej, prostega dostopa do tega, nastaja nek drugi veliki drugi, nek alternativni veliki drugi, nek veliki drugi, o katerem se napajajo vse mogoče in fantazme in teorije, zarote in nepreverjene informacije, ki v bistvu konkurirajo tej recimo uradni ali etablirani oficialni vednosti, ki bi morali nekako zaupati. In situacija je zelo nenavadna glede cepilstva, proticepilstva, ukrepov in tako naprej, ker v Sloveniji, tako kot povsod najbrž, tako znanost ni razdvojena glede tega, ima eno osnovno stališče, tako vse politične stranke zastopajo neko osnovno stališče in vsi mainstream mediji zastopajo stališče glede tega, kako ravnati z nekimi nijansami karkoli, ampak vendarle obstaja nek konsens. Kljub temu nastaja cela anticepilska ideologija, nastaja to, kar pravite, neko širjenje zavestne, hotene ali karkoli nevednosti, ki se zanaša na neke alternativne vire. Neke alternativne vire, ki se širijo sporedno kot senca nekega uradnega velikega drugega. Se pravi, kriza velikega drugega, kriza zaupanja, kriza spoštovanja v natančno tisto dediščino razsvetljenstva, ki je temeljila na tem, da je nosilec nekega skupnega konsenza in napredka znanosti in progres znanosti, ki je tisto, kar omogoča ta popolnoma neverjeten tehnološki razvoj zadnjih 200 let, ki nam omogoča v vsakem trenutku določa naše življenje, ne preživimo več trenutka brez gadgetov, ki so posledice znanosti, ampak sami ti gadgeti so proizvedli možnost nezaupanja v tega velikega drugega znanosti, ki ga zdaj postavljajo pod vprašaj. Spravi, imamo neko alternativno senčno plat velikega drugega, razpad velikega drugega. In znotraj tega razpada nastanejo dejansko babli, spravi neke skupine, ki zaradi tega, ker obstaja ta povratna zanka, algoritmi, karkoli, poslušajo samo še sami sebe in svoje somišljenike in argumente, ki jih pač ponuja njihova skupnost, se pravi, vedno dobijo samo svoj lasten odziv znotraj tega in s tem ravno razpada nek določen osnovni družbeni konsens. In zdi se mi zelo bistveno, da je tle kaj storiti, zdi se mi zelo bistveno, da bi se ohranil skupen javni prostor argumentiranja. To je dediščina razsvetljenstva. Javna raba uma, je rekel Kant. Če pustimo umu javno rabo, potem bo na dolgi rok vedno zmagal. To je bila Kantova stava, to je bila stava celotnega razsvetljenstva. In treba je ohraniti skupni prostor javne rabe uma. Skupaj, ne samo preprosto te ljudi, s katerimi se ne strinjamo, razglasiti za nevedneže, za slepljence ali da oni nas razglašajo za neke slepe sledilce uradnim ideologijam farmacevtske industrije, karkoli, ampak da ohranimo vsi skupaj vendarle nek javni prostor argumentiranja, o katerem se lahko srečamo in se sploh lahko pogovarjamo. Dober dan, hvala lepa za odgovor. V pričujočem
zborniku tukaj sta dva prispevka, ki razpravljata o centru in periferiji. Imam kar nekaj vprašanj v zvezi s tem. In sicer, kaj vam pomenita ta dva izraza središče in obrobje? Kako doživljate to razmerje med njima? Razmerje med središčem in periferijo. Ja. Mislim, to vprašanje ima dva različna kraka, se mi zdi. En krak nemara zadeva tudi naše praktične izkušnje zdaj tukaj, se pravi položaj recimo slovenske skupnosti manjšine v neki veliki državi, položaj manjšin in regionalnih skupnosti znotraj nacionalnih držav in način, kako bi prav te skupnosti, ki segajo preko meja, ta periferija, recimo, lahko delovala. Ja. Tudi tam, ampak tudi recimo, kakšna je vloga Evropske unije v preraščanju teh razlik, torej kakšna je tudi vloga Evropske unije v preraščanju teh razlik, torej ne samo periferija, manjšina in tisto, ampak tudi recimo središče neke države in potem obrobje. Ko se... Ja, zagotovo, no? Zagotovo. Gotovo je en krak tega vprašanja, je zadeva recimo neko politiko, regionalno politiko, politiko manjšin, politika vključevanja, ki je zapisana v vseh programskih dokumentih Evropske skupnosti. Človek bi si močno želel, da bi ti programski dokumenti lahko dobili neko praktično in živo oporo, ki jo, kot veste, pač v osnovi težko dobijo ali se mučijo z zelo velikimi odpori. Mislim, drugi krak tega vprašanja obenem je pa ta, da je ta internetna revolucija, cela digitalna revolucija in Facebook in socialni mediji, da so v bistvu na en način popolnoma decentralizirali svet, se pravi, da imamo vsi lahko neposredno stik z vsemi, da lahko stopimo v pogovor, stike, karkoli s komorkoli na svetu, se pravi, imamo nek globaliziran svet, ki je videti na nek način kot utopičen. Ne? Kdo bi si mislil še v času pred 30 leti, da bi bila možna ta univerzalna komunikacija vseh v vsemi v nekem skupnem prostoru, instantna komunikacija, ne vem, ljudje so recimo pisali Noamu Chomskemu in Noam Chomsky bojda odgovori v 20 minutah, komorkoli. Se pravi, te vidimo neko utopijo tega, da center in periferija nimata več neke funkcije. Vsi smo del nekega na videz globalno povezanega sveta. Seveda je hrbtna stran te utopične komunikacije zelo problematična in vprašljiva. Vsi ti socialni mediji in internet nasploh se dogajajo skozi vrsto popolnoma nepreglednih algoritmov, uporabljajo se za preštevanje, kontrolo neprimerno večjo, kot se je kadarkoli zgodila v človeški zgodovini. Če berete recimo knjigo, kot je Šošana Zuboff, to je zdaj uspešnica, pač izpred par letih, The Age of Surveillance Capitalism, se pravi doba nadzorovalnega kapitalizma, ta nadzor ni bil nikoli tako velik, nikoli zgodovinsko ni bil tako velik, kot je zdaj. In se pravi, hrbtna stran te utopije je dejansko neki nepregledni nadzorovalni mehanizmi, ki so daleč od tega, da bi enostavno demokratizirali razmerje med centrom in periferijo, ampak še kako ohranjajo center, ki je neviden. Določene centre razpolaganja z informacijami in tržnimi implikacijami teh informacij,
ki ostajajo nevidni in ki jih je zelo težko zadeti. Na Netflixu, ampak to je res paradoks, pač Netflix je eden od teh globalnih medijev, ampak prav na Netflixu dobite recimo dokumentarec Social Dilemma, ki izvrstno orisuje probleme, ki so nastali s tem širjenjem, predvsem Facebooka in načini kontrole, subtilnimi načini kontrole, ki so opisani v to. Internet je bil na začetku 90-ih let, interneta se je držala velika pozitivna utopija in velika pričakovanja. Ravno zaradi tega neomejene vse splošne možnosti komunikacije in širjenja informacij. 30-40 let kasneje boste težko našli človeka, ki bi še delil ta optimizem. Ker izkazalo se je, da hkrati z tem širjenjem informacij in komunikacij ni boljšega načina za širjenje dezinformacij in različnih teorij zarote in tako naprej. Spravi, in v tem boju na način razsvetljenske, univerzalne, skupne komunikacije, širjenja vseh informacij, vednosti in tako naprej, in na drugi strani možnosti lansiranja govoric, dezinformacij, populizmov, bistveni del sodobnega populizma so ravno pač socialni mediji. V tem boju je vedno videti, da žal, ta druga stran, ne vem zakaj, dobiva neko prednost. Hvala za izčrpen odgovor. Zdaj pa je čas za novo vprašanje in tudi novo temo, genetiko. To je nauk o dednosti, torej disciplini, ki se ukvarja z vprašanjem o tem, kaj podedujemo od svojih prednikov. Torej, če pristajamo na nekatere izsledke nevroznanosti, naj bi otrok po starših prejel ob fizičnih tudi psihične značilnosti. Torej, v nekem smislu se v novi preobleki vrača starogrška ideja usode kot slepe, torej krivične nujnosti, ali tudi pregovor, da je jabolko ne pade daleč od drevesa, ali še svetopisemsko izročilo, po katerem otrok nosi in prenaša grehe staršev. Torej, kako ideja genske pogojenosti vpliva na človekovo svobodo oziroma jo omejuje? Ja, torej deloma gre za genetiko, deloma gre za nevroznanost sploh, se pravi za nevroznanost, ki poskuša na podlagi recimo naravne kauzalnosti razložiti naše psihični ustroj. In v tem zborniku dejansko tekst Renate Salecl, ki se ukvarja natančno s tem, recimo z vlogo nevroznanosti pri vprašanju prava, in pravo je tisto, ki mora ravno odločiti o krivdi in nedolžnosti. Ali če smo genetsko pogojeni, če se da nevroznanstveno deducirati naše ravnanje, kje je potem naša odgovornost, kje je potem naša krivda. Zdaj, to vprašanje ima seveda neke poganke, ki gredo nazaj na začetek filozofije. In na začetek filozofije in na začetek psihoanalize. Na začetek filozofije s tem, da pač lahko gledamo na zgodovino filozofije kot na neko veliko bitko med recimo idealizmom in materializmom, in materializem se je začel z antičnim atomizmom, z Demokritom, z Epikurjem, in eno od vprašanj antičnega atomizma je bilo ravno to, so samo atomi in praznina, mehanično učinkovanje atomov, kje je potem naša svobodna volja? A smo sploh svobodni, če smo na ta način determinirani? In eden od načinov, kako je antični materializem razreševal ta problem determinizma, je bil ta famozni Epikurjev klinamen, spravi odklon atomov, možnost odklona atomov od mehanične kauzalnosti. Če je možen odklon atomov od mehanične kauzalnosti, potem je možna tudi človekova svobodna volja. To je način, kako se recimo že tam pri Lukreciju, Epikurju in tako naprej postavil ta problem.
Spravi, vprašanje materializma in vprašanje znanosti je bilo vedno od vsega začetka povezano s vprašanjem determinizma in svobodne volje. Ne? Ali imamo to odprtino, to razpoko, kamor lahko stopi naša svobodna volja, da upravljamo z svojim življenjem. Na začetku psihoanalize stoji natanko isto vprašanje. Freud je torej študiral medicino in kot mlad fant je dobil v bistvu prvo zaposlitev v nevrološkem inštitutu, ki ga je vodil Ernst Brücke. 5 let je bil tam, od leta 1876 do 1881 in se ukvarjal z nevrologijo. In Ernst Brücke je bil njegov velik znanstveni ideal, do te mere, da je svojemu sinu dal ime Ernst po Brückeju. Skratka, verjel je v ta znanstveni ideal nevrologije v tistem trenutku in ljudje, ki se na to spoznajo, jaz sem pač ne več kot en tok, so ugotovili, da je bil Freud pravzaprav v špici takratnega nevrološkega raziskovanja. Da je eden od ljudi, ki so pripomogli svojim delom k odkritju nevronov. Nevrone so sicer odkrili leta 1891, kasneje in tako naprej, ampak Freud ni bil nek levi vajenec v tem, ampak je dejansko bil v tem laboratoriju v najbolj izpostavljenem mestu nevrološkega raziskovanja. In tukaj vidite, da ima neka Freudova odločitev, Freudova izbira leta 1881, ali nevroznanost ali psihoanaliza. Obstoji neka dilema, neko razpotje, neka alternativa. Ali je mogoče po poti nevroznanosti in dobro genetike, ki je tudi upisana v to, razložiti človeško psiho, ali potrebujemo za to neka druga sredstva. In Freudova stava je bila v tem, da subjektivnosti ni mogoče razložiti s sredstvi naravoslovne vednosti, z naravoslovno kauzalnostjo, če tudi se je ves čas naslanjal na to, kar, mislim paradoksno, na to, kar je imenoval psihični determinizem. Spravi, karkoli se dogaja v psihičnem življenju, tako imenovane proste asociacije, povejte prosto, karkoli vam pade na pamet, takoj se izkaže, da so te proste asociacije zelo ujete, da so determinirane, da nimamo te proste volje, da bi rekli kar nekaj, kar nam pade na pamet. Prav nasprotno, te proste asociacije nazadnje kažejo na našo ujetost, determiniranost z nezavednimi silnicami. Ampak če psihoanaliza poskuša prikazati, prinesti na dan vso to našo determiniranost z nezavednim, potem to stori ne zato, da bi rekli, usoda, ujeti smo, nikaj, tako je, kauzalnost nas je determinirala, otroške travme so nas determinirale, ni poti ven, ne? A prav nasprotno, moramo iti do kraja te naše determiniranosti, psihične determiniranosti, nezavedne determiniranosti. Ravno zato, da bi lahko predrugačili. To je namen psihoanalize. Da bi lahko na določen način prišli do te točke subjektivnosti, ki lahko nazaj predrugači svojo lastno determiniranost. In tukaj se pota psihoanalize in na drugi strani nevroznanosti in genetike razhajajo. Prav v tem vprašanju, da ne v tem, da smo determinirani, ne, oboji mislimo, da so determinirani, ampak ali ta determiniranost konec konca lahko pripede do neke situacije, kjer lahko nazaj to determiniranost, našo lastno ujetost v usodo razgradimo. Dobro, ostanimo se tukaj na determiniranosti. Lahko v družbi se vedno uveljavljamo pravilo svobodne volje, da vsak stoji, kar želi, da vsak misli, kar želi, da velja, da koliko glav, toliko resnic. Ali moramo začeti omejevati to svobodno voljo, da ne podleže determinizmu, da vsak stoji, kar je determiniran. Bi morali uvesti neko dobro cenzuro v prid družbi? Ja, gledajte, vprašanje, na katerega mirate, je vprašanje pač
No, mogoče vprašanje, s katerim sem že prej govoril, se pravi vprašanje, s katerega je filozofija nastala. Se pravi vprašanje razmerja med dokso in episteme. Doksa je režim mnenj in vsakdo ima svobodo mnenja, ga lahko izraža to mnenje, ampak mnenja, dokler so mnenja, nimajo resne fundiranosti. Se pravi, ta problem, ki se ga je lotil že Sokrat in za njim Platon, je, da moramo iz režima dokse stopiti v režim episteme, se pravi ravno režim logosa, nekega velikega drugega, ki lahko garantira vednost in ki lahko garantira naš skupni prostor. Logos je neka resnica, ki je skupna, univerzalna in zavezujoča. In stavo na to resnico se je začela filozofija. In na začetku ste me vprašali, kaj bi bila funkcija filozofije danes. Jaz mislim, da je še vedno sokratska funkcija. Se pravi vprašanje tega, kako iz režima mnenj, iz režima vsakokratnih zelo različnih nasprotujočih si mnenj, stopiti v nek režim, ki vzpostavlja diskurs, ki je skupen, univerzalen in zavezujoč. In na nek način vaše vprašanje pač podaljšuje že malo to, kar sem govoril prej. Se pravi, način, kako je v zadnjih letih zelo zaskrbljujoče veliki drugi razpadu in kako so te tehnološke inovacije interneta, socialnih medijev in tako naprej uspele znova uveljaviti, resno uveljaviti, globalno uveljaviti režim mnenj. Režim mnenj, ne režima skupne zavezujoče resnice. In ja, mislim, še vedno je na nek paradoksen način je naloga danes ob vsej tej tehnološki globalni razpredenosti in tako naprej, v bistvu je enaka, kot je bila Sokratova naloga, ko je hodil po Agori v Atenah in se tam srečeval naključno z gručami znancev. Hvala lepa za vaš odgovor. Sedaj pa še zadnje vprašanje. Torej, vsi vemo, da je Trst vstopno mesto na balkanski poti, zato vam bi rada zastavila dve vprašanje o migrantski krizi. Najprej, ali bi vi imeli kakšen predlog, kako naj bi lahko izboljšali pogoji za ljudi, ki zapuščajo svojo domovino in tvegajo življenje, predvsem, da bi svojim otrokom zagotovili boljše življenje v Evropski uniji? Ja, gledajte, migrantska kriza je neko zelo veliko vprašanje, ki je z nami zdaj in ki bo v prihodnje najbrž še veliko bolj z nami. Ker ne gre samo za migrantsko krizo, ki nastaja zaradi vojnih območij, zaradi držav, kjer se dogajajo velike politične krivice. Vprašanje lakote, recimo, sčasoma bo najbrž prišlo do neke še večje migrantske krize, dodatnega vira migrantske krize zaradi ekoloških sprememb. Celi deli sveta bodo postali takšni, da ne bomo več mogli, da ljudje ne bodo več tam mogli dejansko dobiti svojih sredstev za življenje. Ti ekološki migranti se že na veliko premikajo po Afriki in po Aziji in kakor se zaostruje ekološka kriza in utegne se zelo dramatično zaostriti še v naslednjih letih, tako bo najbrž problema migracij še bistveno več. Kar zadeva pa neposredno vaše vprašanje, eno od temeljev, na katerih temelji Evropska unija, je pač vprašanje človekovih pravic in v okviru človekovih pravic imamo Ženevsko konvencijo, ki nalaga kot eno od temeljnih evropskih vrednot pravico do azila vsem tistim, ki so politično preganjani ali ki jih nemogoče vojne razmere silijo v to, da morajo zapustiti svoje domove. Nihče sam najbrž noče kar tako zapustiti svojega doma. In ta zaveza, ta evropska zaveza je pač zaveza, ki zopet izhaja iz evropske dediščine razsvetljenstva. Ne moremo se tej zavezi izogniti. Zdaj, veliko širše rečeno, če postavimo vprašanje, ali naj Evropa sprejme
vse, ki so politično preganjeni, ki v svojih državah ne morejo živeti zaradi vojn ali ki jih preganja lakota, potem je odgovor na to, da je vprašanje napačno zastavljeno. Potrebno bi bilo doseči takšen svet, kjer ljudje ne bodo politično preganjeni, ker v svojih krajih ne bodo deležni vojnega nasilja, ker jih ne bo preganjali lakota, se pravi, ne izvoziti vseh ljudi, ki so v oprimiranem položaju v Evropo, ampak prav nasprotno doseči, da v državah, po okolju, po svetu, ljudje ne bodo več v oprimiranem položaju. Ne? In to je tisto, kar bi morala neka emigrantska politika, na to bi morala miriti, neka daljnoročna imigrantska politika. Ne samo na to, da zdaj posledice različnih kriz saniramo, tako drugače gasimo v Evropi, ampak viri teh kriz, ki so raztreseni po svetu, bi v te vire bi morala poseči evropska in mednarodna politika od OZN do Evrope, se pravi, reševati situacije, velike krizne situacije tam, kjer po svetu nastajajo. To je perspektiva, ki bi jo morala Evropa nuditi. In seveda te vizije ni, te globalne vizije ni, prav nasprotno Slovenija in Italija sta sodelovali na tak ali drugačen način v iraški vojni, v Afganistanu. Tudi Slovenija, majhna kot je pošiljala svoje strokovnjake in tako naprej. Se pravi, sodelovali smo pri agresijah, nepremišljenih agresijah, ki so povzročile to migrantsko krizo. Direktno smo sodelovali, odgovorni smo za to. Ne samo, da nismo teh kriz poskusili reševati, ampak smo krize povzročili z svojimi nespametnimi intervencijami. In seveda je naša dolžnost v tem trenutku, da poskušamo, kolikor je mogoče, v največji meri poskrbeti za te migrante, ki so proizvod teh kriz. Ja, torej zanima me tudi, kot ste že omenili, razlika med vojnimi migranti oziroma kdor je primoran zapustiti svojo domovino, da bi si rešil življenje, in gospodarskimi migranti, ki pa se prostovoljno odločijo zapustiti svojo domovino, da bi si tako zagotovili ugodnejše življenje. V tem smislu vas sprašujem, torej kaj je hujše, lakota ali vojna? Lakota ali vojna? Težko bi izbiral te. Kaj bi si bolj želeli, lakota ali vojna? Jaz mislim, da je ta meja med migranti, ki so neposredna posledica vojnih razmer in neposrednega nasilja in opresije, in onimi drugimi, ki so se znašli v nekih nemogočih razmerah, ekonomskih razmerah, v kateri ne morejo več dostojno si zagotavljati svojega življenja. Jaz mislim, da je ta meja med enimi in drugimi zelo zabrisana. In z ekološko katastrofo, širečo se ekološko katastrofo, bo še veliko bolj zabrisana v naslednjih 10 letih, se mi zdi. In seveda je daljnoročna rešitev, lahko samo to, o čemer sem prej govoril, se pravi, da morajo v deželah, odkoder prihajajo ljudje, bodisi zaradi lakote, bodisi zaradi vojne, zagotoviti pogoje, ki bi odpravili tako lakoto kot vojno. To je edina daljnoročna strategija, ki pa nima nihče dejansko kot prve agende. Vsi bi se polotili iraške nafte ali pa afganistanskega geostrateškega položaja z določenimi kapitalskimi interesi. Nihče pa ne razmišlja dejansko o tem daljnoročnem reševanju tretjega sveta, da bi nehal biti tretji svet. Živimo v skupnem svetu, nihče si sam ne izbere svojih staršev, nihče si sam ne izbere kraja, kjer se je rodil, nihče si sam ne izbere časa, kjer se je rodil. Nihče nima zaslug, da se je rodil v Kanadi, Švedski, Italiji, Sloveniji, v relativno urejenih razmerah
in nihče nima krivde za to, da se je rodil v Siriji, Iraku ali Afganistanu ali Somaliji. Ne? Se pravi, na določen način, če imamo to osnovno kontingenco rojstva, krivičnost kontingenco rojstva pred očmi, je zopet razsvetljenska naloga, da poskušamo to krivičnost na dolgi rok nenehno odpraviti, izenačiti pogoje, dati vsem možnosti. Ne glede na to, kam jih je pač ta kocka rojstva na svetu postavila. Hvala. Ja, s tem vprašanjem smo zaključili. Ob koncu bi se vam iz srca želela zahvaliti. Spoštovani Mladen Dolar, hvala za izčrpen in bogat pogovor. Prav tako se zahvaljujem vsem svojim sošolkam, torej Izabel, Mateji in Lari, in sošolcem Petru, Fabjanu in Francesku. Jaz sem Nika. Hvala tudi občinstvu za pozorno in prijazno prisotnost. Hvala, nasvidenje.